Lep in prijazen dan želimo iz Logarske doline. No, pa se popeljimo nekoliko po tej znameniti dolini. Tukaj vidite turistično kmetijo Plesnik, Lenart, Ojstrica in zdaj bomo se popeljali po tem res enkratnem področju, bolje rečeno našem naravnem biserju, ki ga je vredno obiskati. Seveda bistveno lepše je, če hodite peš, kjer si lahko ogledate katere planine, ki so tukaj v tem delu. Kamniško-Savinjske Alpe, ne? In seveda tu lahko najdemo tudi znameniti slap, ki se imenuje Rinka, točno. No, tole naravnost, vidite tekaška proga, pa znani hotel Plesnik. Danes je tukaj 3 stopinje Celzija, sončno in prijetno vreme. Tekaško progo bi zdaj pa so uredili za ljubitelje teka, predvsem pa za turiste, ki bivajo tukaj v tem znanem hotelu Plesnik. Tu je tudi informacijska točka za celotno področje. Mi se bomo zdaj počasi odpeljali iz področja Logarske doline proti izhodu. Povejmo, da je praviloma dostop z avtomobilom med aprilom in oktobrom. Treba plačati, in sicer 7 € za posamezni avtomobil. To je področje, ki je res zanimivo za pohode, različne destinacije, pri čemer bi lahko tukaj s prestopom teh planin prišli v katero področje, Alenka? Kamniško področje, bravo, in celo do znamenitih travnikov, kjer se pasejo na planini, do veliki planini naše krave. No, tu je razstavček Slap, pa Ivonova domačija. Na tem področju se ukvarjajo s turizmom in seveda zadnja leta predvsem s predelavo lesa, ki pa ga prodajajo, žal, v sosednji Avstriji. To je v bistvu tudi glavni stop v Logarsko dolino. In morate priznati, da so
tratni si pa zanimivi. No in tu je, kot že rečeno, v enem delu tega prispevka glavni vstop v Logarsko dolino, ker vas bodo med oktobrom in aprilom zaustavili in zaračunali vstop v to znamenito dolino. Lepo se imejte, lep dan vam želimo, kjerkoli ste.